Živi YouTube, moje ime je Šavs Kmet in danes vam bom predstavil Brdovo šavsko otvoritev, ki se začne s potezo E4. In sedaj ta varianta je nenavadna, neobičajna, zelo redko kdaj igrana, ampak kljub temu je v redu varianta. In ker je zelo redkokrat igrana, ima tudi zelo malo teorije in je zaradi tega tudi idealna varianta za vse tiste, ki si pač ne želijo preveč študirati teh otvoritev in si želijo samo igrati šah. Torej, dajmo si jo kar lepo ogledati. Sedaj tukaj ima črni več možnosti. Lahko igra potezo D5, lahko E5, ki je čudna in tudi teoretično slaba varianta. Potem pa so tudi poteze G6 in skakač H6, ki so vse možne poteze, ampak si jih v tem videu ne bomo gledali. Potem je Torej, dajmo kar začeti s potezo D5. Poteza D5 se mi zdi, da sem omenil, da je najbolj popularna varianta in tudi najboljša varianta. Ker v tej varianti se črni bori za center, hkrati pa poskusi narediti nek močen napad na kraljevemu krilu. Torej, tukaj normalno ima beli odigra skakače na F3, ki je tukaj nadaleč najboljša poteza za belega. Ker pač druge poteze imajo vse neke slabosti. Poteza G3 se zdi zanimiva, ampak po potezi H5 se vidi, da je slaba, no ne takoj. Sicer potem beli igra skakača na F3 in potem črni kar nadaljuje s porivanjem tega kmeta naprej. Črni oziroma beli vzame, potem črni vzame tukaj skakača v eni varianti in seveda beli vzame in tukaj potem je poteza E5. Sedaj seveda črni grozi, da bo dal mat na H4, zato tukaj beli igra potezo G2. Črni seveda tukaj vzame in pridemo do TV pozicije po teh potezah in kot vidimo je beli čisto na slabšem. Njegov kralj je v centru, je čisto na odprtem in kljub temu, da ima črni kmeta manj, ima še zmeraj zelo veliko prednost, prav zato, ker je ta kralj tako na odprtem. Torej, to je slabo. Torej, kot sem omenil, ta poteza, da poješ tega skakača, ni edina možna poteza. Možno je tudi igrati potezo E5, ki je zanimiva, ampak meni se zdi, da je slabša, ker tukaj se lahko beli enostavno umakne na G2, ki je čudno polje za tega konja in polje F4 ni nič boljše, ker lahko ga potem črni poriva naokoli s potezo E4. Torej, zato je poteza G2 bolj popularna in tudi teoretično boljša poteza. In potem tukaj se črni razviva normalno naprej, kot da ima kmeta več. Sicer je res, da ima odprto trdnjavo in bolj hiter razvoj kot bel. Potem tudi ena od možnih variant je poteza B3, ki je tudi slaba varianta, zato ker v nekaterih variantah te variante postane ta dolga linija šibka za belega. In torej dajmo si jo na kratko ogledati. Tukaj potem črni igra lovca na G4, potem skakač F3 je tukaj najboljša poteza. Nekateri amaterji bojo pa tudi igrali potezo H3 in potem lovec H5 v upanju, da bojo dobili lovca s potezo G4 in potem v prihodnosti F5, ampak tukaj ima črni potezo E6, ki enostavno to blokira, ker sedaj je grožnja mata, zato sedaj mora igrati bel potezo skakač na F3 in črni se umakne in ena funkcija te poteze E6 je tudi, da preprečiš potezo F5. Torej, to je bila ena varianta. Potem druga varianta, kako se to prepreči, da izgubiš tega lovca. Lahko igraš tudi potezo E5, ki je bolj ostra, saj potem moraš izmeraj beli igrati potezo skakač na F3.
F3, ampak seveda ne upaš kar umakniti lovca nazaj. Zato moraš napasti tega skakača in kot vidimo, ga ne upa beli premakniti, ker če ne bo izgubil igro. Zato je tukaj praktično prisiljen pojesti tistega lovca in tukaj črni poje tistega skakača. In ni dobro res, če beli poje kmeta s kmetom, namesto tistega je bolje, če igraš potezo D4. Če ne si oslabiš tebe kmete in se potezo E4 tudi zabraniš tega kmeta. Sicer neučinkovito, ker po potezi D4 je še zmeraj šah in ti pade ta kmet. Torej, to je zelo slaba varianta, kot vidimo. Ampak kot sem omenil, glavna varianta v tej otvoritvi je varianta s skakačem na F3 in tukaj črni igra lovca na G4, potem spet ni dobro, če igraš potezo H3 zaradi lovca, ki ti poje skakača, in sedaj ni dobro, če poješ s G kmetom, ker če poješ s G kmetom, je potem enostavno E5 in grožnja mata, plus pa grožnja, da boš izgubil kmeta, je zelo velika. Tudi druga varianta ni nič kaj dosti boljša, ker tukaj še zmeraj črni igra potezo E5 in črni bo izgubil vsaj tega kmeta. Sicer tukaj lahko beli poje, ampak bo šah s damo in tukaj kljub temu, da ima spet beli kmeta več, ni dobro za belega, ker ne upa rokirati. Torej, to je bila ta varianta. Zato se po lovcu G4 raje igra potezo E3, ki brani skakača s damo in prepreči vse tiste variante, potem skakač na D7, enostavno črni hoče poriniti kmeta na E5 in sedaj tukaj se lahko končno beli igra potezo H3, ki si jo je tako želel igrati, in sedaj tukaj črni poje tistega skakača, ker si želi igrati v prihodnosti potezo E5 in tukaj seveda beli poje in napade tega kmeta. In od tukaj naprej ima črni dve dobri možnosti. Lahko igra skakača na F6, ki brani kmeta na D5. Ampak ta pozicija ni tako agresivna in tako dobra kot una, zato jo ne priporočam. Namesto te priporočam to potezo E5, ki začasno izgubi enega kmeta. V bistvu izgubi trajno enega kmeta, ampak po potezi H4 beli izgubi spet pravico do rokade in tukaj črni enostavno rokira, zabrani tega kmeta in beli poje. Začasno dobi dva kmeta viška, ampak samo začasno, potem črni odigra potezo dama E7 in ni res nobene učinkovite metode, kako lahko zabraniš tega kmeta. Če poskusiš potezo D4, črni lahko še zmeraj poje tega kmeta, ker je pač vezava na tej liniji. In to je bila celotna ta varianta. Potem naslednja varianta, ki si bomo gledali, varianta s E5. In tej varianti se reče Larsonov gambit. In kot sem že omenil, to je teoretično slaba varianta, ampak če slučajno ne znaš igrati proti njej, zna biti nevarna. Tukaj seveda beli poje tega kmeta in črni že žrtvuje še enega kmeta. Potem seveda beli poje, črni poje s lovcem in sedaj ima črni razvojno prednost. In tudi lažji razvoj, pa tudi večje možnosti napada ima. Ampak beli ima pa kmeta več. Torej, težko reči, kdo je boljši na prvi pogled, ampak če malo pomisliš, je še zmeraj beli boljši, ker ima kmeta več. In tukaj beli igra potem skakača F3 in potem je poteza G5. Poteza G5 ni edina poteza.
Namesto poteze G5 je tudi možna poteza skakač H6, ampak ta poteza je slaba, ker v tej varianti samo izgubiš kmeta. Črni praktično v tej varianti s skakačem na H6 nima prave kompenzacije. Potem, kot sem omenil, G5 je glavna varianta, G3, G4, skakač na H6 oziroma H4. Seveda skakač tukaj nima res druge možnosti, če bi šel kamorkoli tukaj drugod, ga bi črni pojedel in če gre nazaj, nočemo iti nazaj s skakačem ali katerimikoli figurami, razen če je prav nujno in tukaj ni. Torej skakač na H4, potem skakač S7. Smisel za skakačem S7 je, da hoče črni igrati skakača na G6 in izvati tega skakača. Potem D4, črni zasede center oziroma beli zasede center. In namesto D4 nima res črni prave alternative, zato ne bom niti omenil drugih potez. Potem skakač G6, tukaj izzove tega skakača in od tukaj naprej ima beli dve možnosti. Beli lahko poje tega skakača ali pa ga umakne nazaj na G2. In sedaj sprva si bomo gledali, kaj se zgodi, če ga beli poje. No, tukaj črni poje s H kmetom in sedaj je nek pritisk na tega kmeta na H2. Kar se bo kasneje izkazalo za zelo močen pritisk in beli bo sčasoma izgubil tega H kmeta. Potem dama D3, ker tukaj je pač črni grozil, da bo pojedel tega kmeta, dal šah in seveda tukaj ne bi upal, oziroma bolje, da ne bi črni pojedel oziroma beli pojedel nazaj lovca, ker če ne bi izgubil trdnjavo. Torej dama D3 tisto preprečuje, potem skakač C6 in če bi tukaj igral recimo beli kar neko potezo, bi lahko črni pojedel tega kmeta in če bi ga beli pojedel, no, kot vidite tukaj bi izgubil beli damo, zato ta varianta ni dobra. Zato je bolje seveda, če igraš C3, potem dama S7, ki centralizira damo in sedaj je grožnja črnega, da bo igral lovca na F5 in potem, če pride lovec na F5, je problem, kam dati damo, ker no, če jo daš sem damo, jo bo črni z veseljem zamenjal, ker bo lahko potem pojedel tega kmeta. Če bi tukaj beli igral to, bi bila spet ta taktika. Zato hočemo preprečiti lovca na F5 in tukaj potem beli igra lovca na G2, črni lovca na D7, črni seveda hoče rokirati na damino krilo, potem skakač D2. Skakač D2 je slaba figura, ki jo bo hotel v prihodnosti beli zamenjati in jo tudi bo, potem kratka rokara, skakač E4, kot vidimo, beli bo zamenjal svojega slabega skakača za tega lovca, potem dama H5 in od tukaj naprej bo skušal črni podvojiti te dve trdnjavi in pojesti tega kmeta. Beli bo pa poskusil tukaj dinamično igrati čim bolj, da bo naredil čim večje težave črnemu, plus pa dobiti kako iniciativo in tudi prostorsko prednost. In to je bila ta varianta. Potem, kot sem omenil, tukaj je imel beli več možnosti. Sedaj si bomo gledali, kaj se zgodi, če beli igra potezo skakač na G2. No, od tukaj naprej ima spet črni več možnosti, ampak najboljša možnost je skakač C6, ki ima spet isto taktiko kot prej in ni ravno najbolj pametno igrati
kmeta naprej, ker ta kmet nadzira TV polja in TV polja so dokaj pomembna. Zato C3, potem H5, tukaj črni za vsako ceno hoče odpreti to H-linijo, potem dama D3, prepreči nekaj taktike, ki so bile s to potezo, se pač potezo H4, ampak še zmeraj H4 in potem edina dobra poteza skakač F4. Namesto skakača F4 lahko tudi probaš lovca na F4, ki pa ni tako natančna, ker ti ja potem lahko poje s konjem. Zato skakač F4. In če bi tukaj sedaj poskusil črni odigrati kako potezo kot G3, ne bi bila dobra, ker tukaj lahko enostavno črni poje tistega kmeta oziroma skakača. In tudi če bi sedaj recimo črni pojedel tistega kmeta tam na H2, se bi lahko enostavno črni samo umaknil in imel lepo prednost, ker tukaj, če bi sedaj črni pojedel tistega skakača, bi izgubil pravico do rokade in nima res prave dobre možnosti. Ne upa igrati sem, ker bo izgubil damo, ne upa igrati sem, ker je grožnja mata zelo velika. In edina prava možna varianta je, da igra s kraljem na D7, ampak potem še zmeraj izgubi tega kmeta. Torej, tudi ta varianta je slaba. Torej, zato tukaj normalno ima črni poje skakače, da se izogne tistim komplikacijam. In potem lovec poje skakača in F5. F5 ni edina poteza, tukaj bi lahko črni tudi pojedel lovca, če bi pač želel. Ampak poteza F5 preprečuje potezo E4, ki zna biti zoprna. In potem skakač D2, enostavno se beli pripravlja, da bo rokiral na